spet ena tipična napaka v spletnih tečajih in to je LMS oziroma spletne učilnice, ki ne podpirajo spletne učne oziroma spletne uporabniške izkušnje. Hvala, Maruša tukaj iz edukodek.si in tole je zadeva, ki velikokrat pride na plano, ko me sprašujete, katero spletno platformo naj izberem za svoje spletne učilnice. In potem ponavadi se vedno izvajalci osredotočijo, predvsem sfokusirajo nase in gledajo, kaj oni rabijo, kako bo ta platforma podprla njih v smislu, koliko bo cenovno stala, pa koliko imajo dela z njo zadelati, pa kakšne, marketinške zadeve, pri kakšnih marketinških zadevah jih bo podprla in tako naprej. V resnici zmeraj mora platforma delati tudi v korist našega udeleženca, to se pravi naših strank, naših udeležencev, zaposlenih, kdorkoli že to so. In zdaj, par primerov, mogoče kaj zdaj pravzaprav pomeni to, da ne podpira LMS oziroma spletne učilnice, da ne podpirajo te učne izkušnje. Recimo, ena od pogostih stvari je to, da recimo je sistem, ki je uporabljen, ne podpira možnosti, da bi se pokljukalo oziroma označilo, kar je že pregledano. In potem, ko se naši udeleženci vračajo ponovno noter v spletno učilnico, iščejo, kaj so že predelali, česa niso predelali, zdaj tisti, ki so mogoče majčkeno bolj zorganizirani, si celo zapišejo na kakšen listek, ki ga niso po možnosti kje na poti izgubili. Skratka, naši sistemi morajo poskrbeti, da je učna izkušnja prijetna. Mi smo ponavadi, če imamo klasično izobraževanje, smo mi tisti izvajalci, ki poskrbimo, da mogoče pošljemo kakšne opomnike, pa da poskrbimo, kako bo, na samem terenu izgledalo. Tukaj mora pa to našo funkcijo prevzeti, torej spletna učilnica oziroma tako imenovan Learning Management System oziroma na kratko LMS. Druga varianta recimo je, da imate noter dolge lekcije. Zdaj mi smo sicer v dolžini lekcije, jaz velikokrat govorim, da je pač trend, da so kratke, pa kljub temu, ja, tudi jaz imam v svojih programih dolga predavanja, celo po 1 uro, ja, upoštevajo sicer določene zakonitosti, kako celotno zadevo olajšati, pa kljub temu, dober sistem bo olajšal tudi to, da si bo zapomnil, kdaj oziroma kje je udeleženec celo v videu ostal. To se pravi, če vi nalagate sisteme na, če vi nalagate videe nekam na Vimeo, pa YouTube, pa tako naprej, tam je mala verjetnost, da vas bo sistem podprl na tak način, da bo tudi pri daljšem videu si zapomnil za specifičnega udeleženca, kje specifično v tem dolgem videu je ostal. Pri kvalitetnih learning management sistemih pa sistem poskrbi tudi za to, da na podlagi udeleženčeve prijave, to se pravi pač zmeraj se mora udeleženc logirati, torej prijaviti v sistem in ga tudi v specifični lekciji pošlje na specifični del videa, kjer je ostal. Skratka, ko razmišljate o learning management sistemih, zmeraj gledajte pač tudi to, kako bojo vaši sistemi, torej vaše spletne učilnice, glede na vaš tip vsebine, glede na, tip vsebine, glede na obliko vsebine, ki jo imate, kako bojo najbolje podprle vaše spletne udeležence, oziroma vaše stranke. Na tem mestu pa še povabilo, majčkeno več o spletnih tečajih, spletni tečaj od A do Ž, dobite v temle priročniku, vi ga prenesete v PDF obliki brezplačno, na svoj mail dobite, skratka, vas peljem, čez ta postopek, kako pravzaprav tudi oblikovati to učno in uporabniško spletno učno izkušnjo v learning management sistemih.